Predsednik Borut Pahor je sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino. Ob epidemiji covida-19 sta se pogovarjala o spoštovanju in omejevanju človekovih pravic. Po Pahorjevih besedah sta ocenila, da so ukrepi v splošnem sorazmerni in utemeljeni. Virus nima ne duše, ne srca. Imun je, vseeno mu je za naše skrbi, strahove, jezo ali celo sovraštvo. Proti njemu se lahko borimo samo tako, da se čim bolj dosledno držimo ukrepov in ga na ta način omejimo. Ljudje pa imamo dušo in srce. Zato moramo paziti, da naše skrbi, strahove, jezo ali celo sovraštvo ne stresamo drug na drugega. Paziti moramo eden na drugega tako, da spoštujemo ukrepe in tako, da si prizanesemo z vsem, kar nas bi sicer lahko prizadelo. Zdi se, da smo v teh razmerah proti višji sili nemočni. Seveda je res, da je težko, vendar pa nismo brez moči. V času začetka spopada z virusom COVID-19 smo spoznali, da ga lahko z določenimi ukrepi omejujemo, rešujemo življenja in varujemo naše zdravje. V bistvu smo močni. Smo močni, če sodelujemo in ukrepamo skupaj, vsak zase in eden za drugega. Na preizkušnji sta naša strpnost in zaupanje. Medsebojno in v ustanove sistema. Strpnosti in zaupanja ni mogoče ukazati z odlokom. Gre za vprašanje, ali se vsak dan, vsakdo od nas, vsakdo na svoj način, za to trudi ali ne. Od strpnosti in zaupanja pa smo zdaj tudi življenjsko odvisni, zato je hvalevreden vsak napor, ki ga glede tega opazimo ali naredimo. Spoštovanje ukrepov začasno posega v naš način življenja, vendar ga na ta način rešuje. Varuje tudi zdravje in s tem omogoča vzdrževanje javnega življenja, ki v teh okoliščinah varuje tudi našo splošno blaginjo. Kljub zaskrbljujočim podatkom lahko ocenimo, da se velika večina ljudi drži priporočil in navodil in da smemo v tem smislu upati na skorajšnje izboljšanje razmer. Pri tem bi poudaril, da se mi zdi pomembno spodbujati eden drugega z dobrimi praksami. Dobre prakse so bolj navdihujoče kot kritike zaradi kršitev, čeprav je seveda tudi na kršitve potrebno opozarjati. Za varuhom človekovih pravic Petrom Svetino sva na današnjem sestanku ocenila, da so ukrepi v splošnem sorazmerni in utemeljeni na podlagi strokovnih zdravstvenih ocen. Ocenjujeva, da je potrebno kljub začasnim omejitvam stremeti k polnemu demokratičnemu življenju, od delovanja vseh institucij politične in pravne države do svobode govora in svobode medijev. Meniva, da so v teh razmerah medsebojna obzirnost, prijaznost in človekova toplina tisti stebri solidarnosti, katerim lahko enako prispeva prav vsak od nas. To nas dela močne in zato lahko z upanjem gledamo na naše skupne napore do končne zmage. Gospod Svetina, prosim. Spoštovani gospod predsednik, hvala lepa za povabilo in za konstruktivni pogovor. Rad bi poudaril, da smo v obdobju, ko nam COVID kriza reže življenje, ko nam krajša dobre občutke in da se s tem ne srečujemo zgolj mi v Sloveniji, ampak se s tem sooča cela Evropa, ne nazadnje cel svet. Poseganje ukrepov v človekove pravice je dejansko in je tukaj. Vendar moramo paziti, da je to poseganje v človekove pravice do tiste mere, ki je še sprejemljiva, da je sorazmerna, da je časovno omejena in pa da se sprejemajo te odločitve na podlagi stroke. Pri varuhu človekovih pravic nenehno bdimo nad izvajanjem ukrepom, opozarjamo, če te ukrepi posegajo v človekove pravice preko točke, ki je dopustna, in verjamem, da delamo v duhu, da bomo skupaj to bolezen tudi preživeli.
Predvsem pa želim poudariti, da je odgovornost vsakega posameznika od nas, da se spopademo s to krizo, da se zavedamo lastne odgovornosti in soodgovornosti v družbi in da pričakujemo, da bo ta kriza čim prej minila, ter da bomo zopet stopili lahko skupaj in bomo skupaj živeli običajno življenje.